Začnemo s Petrom Oparo, takole po vrsti, tako kot je na ekranu. Peter Opara je ustanovitelj in direktor podjetja Orkabay, ki se ukvarja z razvojem trgovalnih algoritmov za zagotavljanje likvidnosti na kriptoborzah. Po duši in izobrazbi je teoretik, v profesionalni karieri pa dela kot razvijalec programske opreme. To mu daje edinstven pogled v probleme, ki jih želi reševati Bitcoin. Potem imamo Luka Gubo, je direktor borzno-posredniške družbe Equito. Bogate izkušnje je pridobil tudi kot direktor kapitalskih trgov v podjetju Cryptix, soustanovitelj kriptoborze Blocktrade ter upravljalec sklada FT Quant. Je avtor več člankov, knjige in raziskovalnih člankov z področja financ, makroekonomije in investiranja. In pa Andrej Paškraba je ustanovitelj portala Astra.si, ki mladim pomaga pri učenju matematike. Profesionalno se ukvarja z marketingom in je v preteklih letih vodil marketinške oddelke v uspešnih slovenskih podjetjih, kot so EKVB, NiceHash. Danes pa deluje kot svetovalec podjetjem v kripto in NFT industriji. Evo. Hvala vam vsem trem, ki ste se pridružili tukaj meni na odru. Mogoče bi tako za začetek, a bi kdo kaj rad izpostavil iz odgovorov ali pa iz tega kratkega summarija, ki ga je imel Safe. Predvsem me zanima, s čim se mogoče ne bi strinjali, ali pa s čim se toliko strinjate, da bi radi malo poudarili. Pa mogoče bom začel z Lukatom. Cool, hvala. Hvala za vabilo in hvala Pero za inicijativo, da se ta knjiga pač prevede. Kljub temu, da se mogoče ne strinjam z vso vsebino knjige in z mnenji avtorja, je super, da se pač zgodba Bitcoina tudi širi. Mogoče kar bi bilo zanimivo za razmisliti, pač kako denar funkcionira sploh. To, kar je že avtor pač razložil, da nastane zatem, ko pač da banka ven posojilo. Sprej, tako, če gremo mogoče korak nazaj, pa tisto, kar vsi mislimo, kako denar nastane, da centralna banka ga natisne, to sploh ne funkcionira tako. Ampak če gremo zdaj pač na banko in hočemo vzeti kredit, pač banka ne bo vzela tega denarja od nekje, ampak ga bo na novo ustvarila. Zakaj? Zato, ker ko jaz vzamem kredit, se na strani bilance banke, ker so sredstva, nastane kredit. Sprej, to je tisto, kar sem jaz njim dolžen in to so sredstva njihova. Na drugi strani, kaj jaz dobim za to, dobim depozit pri njih. Se pravi, na novo pač nastane ta denar in to je 85% vsega denarja, ki je v obtoku, je na ta način nastal. Tako da ta mehanizem je zelo pomemben, da razumemo, zato ker ni denar sam nekaj, kar nastane samo od sebe ali pa zato, da bi ga centralna banka natisnila, ampak dejansko nastane z povpraševanjem. Če ni povpraševanja po kreditih, tako je bilo recimo v Evropi od 2010 do 2013, ko je bil pač drugi padec v krizo, takrat, kljub temu, da je centralna banka delala pač ful enih stvari, od quantitative easinga do nižanja obrestnih mer, do potiskanja obrestnih mer v negativno območje, ko bi vsi rekli, ok, to bo zdaj ful hiperinflacija in ne vem kaj, smo imeli v Evropi deflacijo. To je en pomemben pač informacija oziroma koncept, da razumemo, pač kako trenutno nastaja denar in zdaj ta koncept, da se pa gre v nekaj, kar je popolnoma neelastičnega in pač fiksnega, je pa težava samo v tem, ker pač s tem se jaz ne morem strinjati, da krediti v sistemu, da so vsi enostavno ful slabi. Pač so slabi, če jih nekdo vzame in jih investira v nekaj neproduktivnega, to bo tudi avstrijska ekonomska veja pač povedala, ampak imajo seveda vlogo. Če pogledamo pač podjetja, ko širijo svoje poslovanje, seveda lahko imajo vir financiranja, ki je zelo drag, ki je pač kapital, se pravi od investitorjev vzamejo pač investicijo in jim dajo za to svoj pač delež podjetja, ampak to je zelo drago za podjetnika. Na drugi strani najem pač kredita je pa precej cenejši, se pravi ta način financiranja je cenejši in zdaj ne moramo kar reči, zato ker se je zgodilo že pač par kriz, da je vsak vir financiranja, ki je baziran na zadolževanju, avtomatsko slab. In če tukaj potegnemo še en korak dalje, težava nastane, če imamo mi omejeno količino sredstev na voljo, ki je pri že obstoječim lastnikom, kjer ta denar, če
pravimo, da je pač Bitcoin v tem kontekstu denar, ne, pridobiva na vrednosti, ga noben ne bo investiral. Ta predpostavka, ki izhaja iz tega, da mi varčujemo denar, da ga bomo avtomatsko investirali, pač ne pije vode. Ne. Kar pomeni, da enostavno podjetja ne bojo mogla se širiti, kar pomeni, da bo pač nasploh gospodarstvo vsaj na začetku imelo ogromen šok, mogoče na daljši rok bi se stabiliziralo, ampak definitivno ne bi bili na teh nivojih razvoja, kot smo zdaj, če bi imeli ta hard money. No. Ja, mene zelo vleče v debato, ampak bom danes probal malo biti nazaj pomaknen. Peter, imaš kakšen komentar na tole, kar je Luka povedal, ker si se vmes malo smejal? Ja, imam. Dobro večer vsem skupaj, no še z moje strani. Jaz upam, da niste vsi zaspali, zdaj vem, ker ste Sejfedina poslušali in zdaj Lukata, sorry, no, ampak to je bilo zdaj fulene ekonomske teorije, takole, ne, in pač vem, da tudi mogoče ni kakšen prišel iz ekonomskega podlage, ne, tako da pač bravo, no, da vam ni uspel zaspati oziroma da ste držali fokus, no, ker tole je bilo kar težko, no, kaj je on razlagal in si pač mogel kar slediti, ne. Tako da jaz bi mogoče dodal k temu, kaj Sejfedin rekel, pač kot kritiko to, da tudi avstrijski razlagalci dostikrat so krivični v smislu, da potem razlagajo pač o tem deflatornem sistemu oziroma o sistemu iz fiksno zalogo, ne, na način, kakor da je vse popolno, ne, tako kot oni rečejo, tako bo, ne, zdaj, kakor je rekel, ko je bilo vprašanje super zastavljeno, ne, kako bi se potem kreditiranje dogajalo, pa take stvari, ne, je pač on dosti stvari kar predpostavljal, da so res, ne, se pravi, da zdaj ljudje te svoje prihranke, ki bomo hranili, ne, da jih bomo potem investirali v nadaljno produkcijo, ne, tukaj je velik če, ne, pa bi bilo mogoče to zelo dobro raziskati, ne. Pač, ja, jaz se pa načeloma v zelo velik pač stvareh strinjam z avtorjem, ne, imam pač potem tudi mogoče kritiko pač Luki, ne, in pač tukaj rekel, ne, da če je res toliko dobro to, ne, pa je, da je povpraševanje po denarju pa po kreditih toliko veliko, ne, potem v bistvu bi mogel biti sodnik tega, ne, svobodna izbira, ne. Dajmo ljudem svobodno izbiro denarja, pa bomo videli, pač, kje bojo ljudje želeli varčevati, ne, pa hraniti svojo vrednost, ne, oziroma ne, da jim damo samo izbiro, da imamo in še možnost. Vse tehnologijo kot družba imamo, ne, zakaj ne bi, pač recimo tudi, ne vem, najbolj reven modelu prebivalstva, ne, ki verjamem, da gre iz dneva v dan, ne, rekel, dajte raj varčevati v tem, ne, ker pač to ne zgublja vrednosti, ne, pa je potem sam videl, ne, kam se zdaj kapital nastavi, ne, pa kje se ostali, ne, tako da še ena kritika, ne, pač ta povpraševanje po kreditih, ne, pač največji povpraševalec po kreditih pač je vlada, ne. To je po moje kar dejstvo, ne, oziroma so vsaj tako začeli, ne, tako da se ta bolj mantra, ne, oziroma logika je čez 100 let razširila pač še na splošno prebivalstvo, ne. Zdaj, sam še konkreten komentar o Sejfedinu, ne, ki je pač čisto konkretno razlagal to svojo teorijo o nepremičninah, pa vem, da smo Slovenci zelo tak nepremičninski narod, ne, vsak bi šparil nepremičnini, ne. In je on zdaj razlagal, kako grejo te nepremičnine gor, ne, spet nekrivično, pa ni omenil, ne, da v bistvu se število prebivalstva veča, ne, urbanizacija se tudi veča, ne, tako da je logično, da je tudi povpraševanje pač naraslo, ne, se pravi, cene nepremičnin ne grejo gor samo zaradi printanja denarja, velik del ja, ne, ampak zelo velik del je pa pač tudi, da se dogaja pač realna urbanizacija in pač zmer več nas je, tako da je v bistvu zmer nek kvadratek na zemlji zmer več vreden, ne, tako da povpraševanje tudi raste, no, tako da ja, mislim, konkreten. Več sil istočasno deluje, ne, zelo težko bomo najdel en primer sploh v ekonomiji, ki bom rekel, to je pa izključno zaradi te sile, 100%. Andrej, imaš ti kaj komentar na tole, kar smo se zdaj pogovarjali, ali pa bi lahko šli čist na osnove, tako je predlagal Peter za tiste, ki niso iz ekonomije. Lahko bi se, točno na to sem se hotel navezati, sicer te reflektori res šajnajo na polno, ampak bi vsem rad samo malo dobil občutek, koliko vas je tukaj, ki nimate nekega ekonomskega ozadja, ali niste študirali ekonomije, ali ste tako čist ok, v redu, to je recimo polovica, bi jaz rekel. Ali pa mogoče 80%.
Sem jaz videl. Polovica. 51% attack. In mogoče lahko začnemo zdaj z malo bolj lahkotno temo, ki jo bom pa vseeno obrnil na malo filozofski način. Kaj sploh je denar? In mi je všeč, mogoče komentar, da on res začne s tem, ampak bi jaz, če bi bil na njegovem mestu, pa če bi lahko en popravek dal, bi se še malo, ko on začne s temi funkcijami denarja, pa to, tako, če res pomislimo, kaj je denar, in jaz se pol tudi rad vprašam, kaj ni denar, Denarja ni v periodnem sistemu elementov, Se pravi, to ni nekaj, kar najdemo v naravi, ali pa da bi se to nekako v fizičnem svetu pojavili. Se pravi, to je čist neka iznajdba človeka. In zdaj vprašanje je, kakšnega človeka. Človek je pač neko bitje, zakaj živali niso iznajdle nekega, neke ekonomske funkcije v svojem bivanju. To je človek iznajdel. Iznajdel je zato, ker je najprej začel se socializirati. Če bi mi se zdaj znajdel, če bi se en od nas znajdel na nekem samotnem otoku, denar za njega ni pomemben. Pomemben je samo, on je pač zdaj tam v nekem naravnem okolju in denar je brezvezen koncept. Čim pa mi začnemo nekako urejati neke družbene odnose, čim nas je več na nekem kupu, smo pa z evolucijo dobili nek občutek pravičnosti. Nek čut za to, kaj je etično pa pravično. To mislim, da ločuje človeka od živali. In mi zdaj rabimo eno tehnologijo, ki to nekako ureja. Pač taki smo. Zato jaz mislim, da s tem je treba začeti. Zakaj mi sploh imamo cash? Zakaj, pa jaz dostakrat v teh najnih debatah, ki imam s Klemnom, tako malo provociram, rečem, da denar je najpomembnejša stvar na svetu. Ne vem, lahko kakšno pol na to temo rečemo. In ena od prvih stvari, ki iznajdemo pisavo, je pa to, da začnemo pisati, kdo je komu kaj dolžen. Ja, ti si to naredil, ampak to, kar si naredil, jaz mislim, da ni toliko vreden, kot to, kar sem jaz zate naredil. In tako v bistvu pridemo do teh nekih funkcij. Denar je najprej samo neka abstraktna stvar, pa pridemo do tega, da rečemo, ok, bo pa imel neke funkcije. Mi bomo imeli to kot nek merilec vrednosti, se pravi kot neko tehnologijo, v kateri bomo te naše medčloveške odnose nekako kvantificirali. Bo potem posledično tudi mera vrednosti, se pravi, bomo v denarju bomo nekako opredeljevali, koliko je nekaj vredno, in bo menjalno sredstvo. Bomo lahko rekli, aha, ti si, tam posekal ta drevesa, jaz sem ti pa, nabral neke borovnice, kje se bova midva zdaj najdla. In polka imamo svet poln ljudi, je pa ta kompleksnost toliko naraste, da ne moramo več samo nekaj menjavati stvari med sabo v barter menjavi, to pomeni blago za blago, ampak rabimo denar. In zdaj je pa vprašanje, a je to danes, ko imamo dober denar? In ker software, vemo, požira svet, a je za nek svet, ki je digitalen, a je ta denar najboljši, ki imamo. In tle se začne debata o Bitcoinu. To je bilo vprašanje. A je ta denar? Čakam, da Luka odgovori. 4 hours later. A je to dober denar, ki imamo? No? To je v bistvu the gist. Ok, da odgovorim malo drugače na to vprašanje, to, kar je Peter omenil, pustimo ljudem, da se sami odločijo in jim dajmo možnost, da imajo več izbire.
S tem se čisto strinjam. Kamot, gremo sprobati, gremo eksperimentirati, gremo probati v El Salvadorju, Šrilanki, kjerkoli bojo pripravljeni na to, da bo imel Bitcoin. Cool. Sam jaz ne bi rad tega videl, da se to naredi v Evropi. Zakaj ne? Zato, ker pač bi imeli prehude negativne posledice. Na kratek rok, na dolgi rok pa tudi ne vidim, kako bi lahko funkcioniralo gospodarstvo na tak način, kot je dobro do zdaj, kljub temu, da pač imamo težave, seveda ta inflacija in tako naprej, ampak ni tako simpel, da zdaj sam mi rečemo, ok, namesto da bomo zdaj evro imeli, bomo tam evra itak tudi software na koncu, ne, sam je pač menedžeriran na drug način, dajmo to swapnati, zamenjati z Bitcoinom ali pa ne vem, s čem drugim in bojo vsi svetovni problemi rešeni in bo vse lepo in prav. Ne. Tako da, imamo težave v gospodarstvu, v politiki, v državah definitivno, ali je trenutni monetarni sistem, ki ima pač je zraven sokriv, do ene mere sam ne toliko veliko, kot vsi mislijo, ali moramo zdaj to celotno zadevo zrušiti in pač nekaj drugega gor dati, absolutno ne. Zdaj, da ne bo sam tle nek pogovor med nama, ne bi jaz najprej rad pač pohvalil Andrejevo pač razlago, pa mogoče sam dodal, ne, da pač dajmo si predstavljati, ne, kukor pač, da smo v nekemu velikemu sistemu, ne, zelo veliko ljudi, ne, vsak nekaj proizvaja, ne, pa vsak nekaj rab, ne, in logično je, da se pač dva ne bosta srečala, ki pač isto stvar mata pa rabta, ne, eno drugega, ne. In nekdo en od njiju ne bo mogel popustiti, ne, pa bo rekel, dobro, ne, daj ti jaz svojega ne bom dal, daj ti tvoje meni, ne, pa ti bom dal jaz nekaj drugega, ne, poglej, kaj imam jaz zdaj tle, ne. Ne, in zdaj un drug, ne, pač se bo odločil, ne, kaj mu bo vzel, zakaj bo zamenil pač tisto stvar, ki jo je proizvedel, ne. In teh odločitev, ne, je zdaj lahko neskončno, ne, pač ful po gospodarstvu, ne, no, ampak potem bojo pa tudi en drugega začeli gledati, kako se je sosed odločil, kaj je on vzel takrat, ko je vmes neki rabo, a ne, pa ko njih rabo tiste stvari od drugega, ne. No in tako potem denar začne nastajati, ne. Sam toliko bi dodal te zelo dobri razlage od Andreja, no. Še mogoče malo bolj po kmečko, ne. Zdaj odgovora imamo mi dober denar zdaj, ne. Pa spet, no, jaz mislim, da pridemo na konc na svobodno izbiro, ne, ker se po mojem malo premalo omenja v tej knjigi, no, sicer ta knjiga pač super knjiga, ne, vsem priporočam, da jo preberete tudi v slovenščini, ne. Ampak ne, ko greš naprej potem brati avstrijske ekonomiste, ne, vidiš, da je pač začeten aksiom, ne, avstrijske ekonomije pač ta svobodna izbira oziroma mogoče še prej, da mi analiziramo neki kot res nepristranski opazovalci, če je to mogoče v družbenih vedah, to je zdaj diskutabilno, ne. In bi rekel, pač jaz tudi ne bi rad nekega hard reseta, ne, pa dajmo zdaj zamenjati, ne. Pač jaz bi rad, ne, dajmo zdaj to inkorporirati v poslovanje, pač naj se pobirajo normalno davki, povejte, pač naj se vsa regulativa vzpostavi, ne, ki je potrebna, ne, in pač naj se zdaj ne preganja ljudi zaradi tega, ker poslujejo z Bitcoinom, recimo, ne. Zdaj, a naj država spodbuja ali ne, zdaj to je stvar družbe, ne, pač jaz še vsem verjamem v vlado, v smislu, da je to pač družba, ki se pač odloča, kako bo pač družba živela, ne, in pač postavlja neka pravila, ne. Ampak pač daj se bolj da ta možnost, ne, zaradi tega, ker pač zdaj jaz čutim, ne, da se še zmer mogoče neka taka subtilna gonja pač izvaja proti zdaj alternativnim valutam, ne. Zdaj, zakaj pa zelo dobro opisuje pač avtor v knjigi, ne, in je po mojem to zdaj malo tako lovna čarovnica iz obeh strani, ne. Zdaj, pač, kakor sem prej kritiziral Sejfedina, ne, on tudi malo nepristransko zagovarja svojo stran, ne. Pristransko, ja, se opravičujem, zagovarja svojo stran, ne. Pač druga stran pa zdaj tudi ne lovi čarovnice, ne. Tako da dajmo tukaj mogoče se raje ustaliti na neki svobodni izbiri, ne, pa pač spoštovati izbiro sočloveka, ne, in tam začetno. To bi bil moj predlog, če bi hotel zdaj spremeniti sistem, ne.
Ja, veš kaj, prele, ko smo naredili tole mini anketo, pa smo videli, da z ekonomskim backgroundom je zelo malo ljudi, pa že večkrat smo omenili termin avstrijska ekonomija. Luka, Peter, mogoče je kdo od vaju, če sam malo piše ta termin, to filozofijo, to šolo, kako se razlikuje, tako da bo vsem nam malo bolj jasno. Ja, se pravi, prvič, ekonomija ni znanost, ne? Tako da ne moramo govoriti o tem, da je to neka napredna veda, ampak je sam način pač razmišljanja, ki izhaja iz filozofije. Zato je tudi Andrej tle že na pol, oziroma kar zelo dober ekonomist, ampak v bistvu je bolj filozof. Adam Smith, ne, ki velja nekako za utemeljitelja ali pa nekoga, ki je prvi resno začel o ekonomiji razmišljati, on je bil v resnici moralni filozof. Se pravi, ekonomija se je kot veda razvila iz moralne filozofije. Se pravi, moralna filozofija je pa, kaj je prav, kako ne se obnašam do drugih ljudi in tako naprej. Tako da ja, osnova je filozofija. Tako kot vse. V glavnem, pač je veliko različnih pogledov na rečemo to, kvazi vedo. Ena izmed njih, ki je nastala nekako pač zaradi tega, ker so dejansko avstrijski ekonomisti začeli bolj in filozofi začeli razmišljati v tej smeri, je pač temelj, da, tako že Peter omenil, izhaja vse iz svobodne odločitve in svobodne volje in potem iz tega se marsikaj da zgraditi tudi. Predvsem kritika avstrijskih ekonomistov je to, da pač vlade in države preveč spodbujajo gospodarstvo in preveč spodbujajo potrošnike pri njihovih nekih odločitvah in tako naprej. Preveč hočejo potiskati ta centralni menedžment vsega okolja. In tukaj pač tudi Hayek in ostali zelo enostavno rečejo, pač tukaj je enih odločitev, tudi spet, kar je Peter prej omenil, ker ko imaš enkrat toliko možnih kombinacij na trgu, ti ne moreš vseh informacij zagregirati v enem mestu in narediti nek centralni komitej, ki se bo odločil, ok, zdaj naprej bomo pa skenirali vse ostale telefone, razen Samsung S22 ali pa kjerkoli je zdaj že zunih, sam to bo zdaj na voljo in bomo to kupovali, zato ker bomo toliko velikih kupili, bo seveda cena nižja, itak si bo izmislili neke argumente. Avstrijski ekonomisti bo pa rekli, starci, ustavite se, pač svobodna volja mora biti, svobodna volja bo vodila proste trge, zato da bomo imeli še milijone drugih telefonov, 80% vseh proizvajalcev bo pač propadlo, ker delajo slabe, oni, ko so pa dobri, bojo ostali, pa bo vse en full konkurence in to je tisti temelj vsega skupaj. V glavnem pa imajo še dosti drugih pogledov, eden izmed njih, več je pol se teh struj v bistvu razvil tudi znotraj, rečemo temu, avstrijske ekonomije, glede tega hard money, kar je pa še ena dodatna kritika njihova trenutnega sistema predvsem, ki mogoče ni čisto, iz vsaj mojega vidika relevantna, je pa ta negativni pogled na centralne banke. Pač centralne banke imajo svojo neko vlogo, ampak spet ne tako, kot večina si predstavlja. Ampak poanta njihova je v tem, da če neka centralna banka ali pa pač država preveč zniža temeljne obrestne mere, ki so nekako izhodišče, na podlagi katerega lahko mi dobimo kredit in podjetja se zadolžujejo, da s tem preveč vpliva na to, kako se bomo mi odločali. Se pravi, če so zdaj, kot so bili zadnjih ne vem koliko let, temeljne obrestne mere pač nič, smo vsi mi imeli željo potem, da smo vzeli kredit, zato ker je bilo fulejnih investicijskih priložnostih, ki so nam prinesli nek pač več kot nič donosa, oziroma več kot vir financiranja donosa, in zaradi tega lahko nastanejo balončki. Se pravi, balončki v smislu, da se gospodarstvo pregreva in posledično, ko se pregreje, smo tudi videli, kar se je zdaj zgodilo, 2021 predvsem, ko je bilo tukaj enih spodbud na trgu, tukaj poceni denarja, da je enostavno tudi so trgi, pač če kdo spremlja malo pač borze, tudi klasične in vključno z Bitcoinom, je vse šlo full gor in je nastal pač nek balonček, skoraj po celem svetu, ki pa ni vzdržen. In zaradi tega pol pride tudi do teh crashov in pol spet ti cikli so preveč pod vplivom centralnih bank, to je tudi ena izmed teh pogledov avstrijskih ekonomistov. Ja, jaz se spomnim, ko sem se vpisal na ekonomsko fakulteto, pa eden izmed prvih predmetov, ki ga ima še mikroekonomija,
In tam je v učbeniku na prvih straneh je bila ena zgodbica noter. Se pravi, nek posameznik hodi po cesti in na tleh vidi 100 evrov. In ta posameznik bo v 100% primerov vedno do konca vesolja teh 100 evrov pobral, zato ker se on racionalno obnaša. Ne? In že takrat sem tako razmišljal, ok, v realnosti to v nekaterih primerih ni res. Ljudje smo ful nepredvidljivi. Ne? Ampak če ti hočeš neko družboslovno stvar približati znanosti, pa risati grafe, moraš delati take predvidljive stvari. Ne? Moraš reči, to se vedno bo zgodil. Ne? In pol narišeš graf in si zadovoljen in računaš v bistvu stvari. Ne? Kako je bila te všeč ta razlaga avstrijske ekonomije Lukata? Ja, v bistvu zelo na tak prijeten način, ne toliko teoretičen, mogoče je to razložil. Ja, zdaj da pa odgovorim na mogoče tvojo pobudo, ne, bi pa tukaj rekel, da ja, to je ta temeljna razlika avstrijske ekonomije v smislu analize. Ne, se pravi, Luka je rekel, da ekonomija ni znanost, jaz se vsem tle ne bi strinjal, pač vsaka veda, znanost, veda, pač, če nekdo posveti zelo veliko časa poročevanju nečesa, ne, zdaj pač se ukvarja s poročevanjem tega, no, pač to hočem reči. Ne. No in zdaj način, kako avstrijska ekonomija proučuje ekonomijo, ne, je pa po mojem mnenju ne, zelo drugačen od drugih struj ekonomije. Ne, in to je ta praksiologija, kjer je v bistvu pristop, da probaš analizirati nek ekonomski dogodek ne, do najmanjšega deležnika tega dogodka. Ne. Tako da recimo, če bi hotel razložiti, zakaj so šle cene zdaj v letu 2022 gor, ne, bi prišel potem do tega, da je država vsakmu posamezniku dala dejansko denar, ne, in tisti posameznik je šel na trg in pač kupil dobrine, ne, in zaradi tega, ker so prodajalci videli toliko veliko povpraševanje, so pač dvignili cene. Ne. To bi bila ena razlaga. Ne. Ampak ta pristop, ne, da proba zelo natančno razložiti, kaj se je zgodilo, ne, to je zdaj tudi en izmed faktorjev, pač zakaj saj jaz razlikujem se pravi avstrijsko analizo od recimo keynesijanske, ne, ki uporablja, kakor si rekel, grafe, ne, pa dajmo nekaj zmodelirati, dajmo reči, če 50% ljudi to naredi, pa verjetno bo tudi v naslednjih 10 letih, ne, pa probimo izolirati faktorje, ne, no pač avstrijska ekonomija proba res vsak primer na novo obravnavati, ne, in zaradi tega je mogoče dolgočasna, ne, in tudi ne daje rezultatov v smislu, zdaj pa pride en politik, pa reče, daj, kako bomo mi zdaj to rešili, da jaz pač kampanjo ne zasnujem na tej ideji, ne, pač tega tle ni, ne. Pač tukaj smo dolgočasni in pač probamo opisati objektivno, ne, nek dogodek za nazaj, ne, neke predikcijske vrednosti, pa jaz rekel, da pač tle ni zdaj na tej kratki skali, ne, lahko se pa zelo veliko naučimo, kako moramo razmišljati na dolgi rok. No. Ja. Meni je zelo všeč ta smer, da gremo tako malo bolj osnovno, pa temelje gradimo. Ne? Pa bom pol kar Andreja spodbudil, da mi pove, kje je en bitcoin. To si pa zdaj čist na koncu skočil. Zakaj na koncu? Ja, to pa je treba celo zgodbo povedati, ne, vmes. Ko imam en bitcoin, ja. Kje ga imam? Kje obstaja ta bitcoin, Andrej? Obstaja? Na FTX-u ga ni. Ne. Na FTX-u ga definitivno ni. A je kdaj bil na FTX-u? Kaj je double spend? Ja, dajmo malo tkle. Ja, če boste, se pravi, kje ima pa bitcoin, rečemo, nekak znanstveni začetek, ne, ima v enem dokumentu, ki je napisan kot znanstveni članek, ne, se pravi, boste videli, ima abstract, nek povzetek in potem opredeli nek problem in skozi ta članek, ne, poda rešitev na ta problem. Se pravi, Bitcoin white paper, to je ta nekak zasnovni dokument, ki ga je napisal Satoshi. A zdaj ne veste, kdo je Satoshi?
Satoshi je nek pseudonim, a je bila to skupina posameznikov, je bil to en posameznik, to je zdaj večno vprašanje. No, ampak on je takrat, mogoče lahko povemo, v kakšnem gibanju se je tudi to začel. Se pravi, gibanje se imenuje cypherpunk. Ne cyberpunk, ampak cypherpunk. Mi v slovenščini imamo samo kiberpunk. To je nek, v bistvu je to neka, kiberpunk je literarna zvrst, ki opisuje neko dosti tako temačno prihodnost, kjer neke korporacije vladajo ljudem in so nekako vladajo svetu, dajmo tako reči. Recimo primer je film Blade Runner, če bo kdo gledal, to je cypherpunk. No, ne, to je cyberpunk. Cypherpunk je pa v resnici politično gibanje, ki se zavzema za v resnici svobodne individualne odločitve in nekako zelo skeptično gleda na centralizirane entitete, kot so vlade, korporacije in tako naprej. In s pojavom interneta, internet je zelo pomembna iznajdba, da je Bitcoin sploh nastal, ker je digitalna valuta, se pravi, brez interneta ni Bitcoina, to moramo poudariti. In s pojavom interneta se tudi nekako v cypherpunku se dobi cypherpunk nek zagon, ker lahko si zdaj ljudje prosto izmenjujejo informacije. Ker če pogledamo, ne vem, recimo cerkev, krščanstvo na slovenskih tleh smo imeli dolgo časa, oni so takrat nadzorovali informacije, se pravi, imeli so neko kontrolo, kaj ljudem govoriti, recimo o naravi sveta, pa kako je svet nastal in tako naprej. In zdaj, če spet se vrnemo na moralno filozofijo, se lahko vprašamo, a mi hočemo, da informacije prosto se pretakajo med ljudmi. In recimo, jaz osebno mislim, da ja. No in potem se to gibanje tudi nekako začne spraševati, kako bi mi naredili elektronski denar. Se pravi, kako bi preko interneta si izmenjevali vrednost. Se pravi, če ti meni nekaj narediš, nekaj zame, kar ti jaz naročim, bi ti jaz plačal. Tako, ne da gre to plačilo preko banke, ali pa ne vem, da moram ti v kešu dati fizično, ampak da to elektronsko se zgodi. In to je v resnici zasnova. In zdaj pridemo pa tukaj do problema, ki ga je prej Klemen omenil, ki se imenuje double spending problem. In v resnici, če boste prebrali Bitcoin white paper, boste spoznali, da je to, da ta dokument govori oziroma naslavlja ta problem. Se pravi, kaj je double spending problem, po slovensko problem dvojnega zapravljanja v digitalnem okolju, se pravi, ker govorimo o elektronskem denarju in stvarih, ki se dogajajo na internetu. In bom zdaj pa za FTX bom vzel za primer. Se pravi, FTX, tisti, ki ne veste, to je bila neka borza, ena izmed največjih, za trgovanje, za prodajo in kupovanje kriptovalut, pa tudi neke druge stvari so še ponovili. V glavnem, elektronski nek produkt na internetu, dajmo tako reči. In ti si lahko tja denar nakazal. Oni so tam ti pokazali, tole je naš bančni račun, nakaži nam denar. In pol bomo mi tebi v tvojem uporabniškem vmesniku, ti bomo pokazali, koliko si nam ti nakazal. In ljudje veselo zdaj nakažejo denar na njihov bančni račun in njihov uporabniški vmesnik pokaže, 10,000 evrov, recimo smo nakazali, imaš zdaj pri nas. Spomnite se, kaj sem rekel, česar cypherpunk ne mara centraliziranih entitet. Se pravi, FTX je centralizirana entiteta, se pravi, oni si lastijo neke serverje, kjer se vse to dogaja, kjer ti oni kažejo to spletno stran. No in to, kar ti oni prikazujejo, je samo neka informacija za tebe. Za njih je pa tistih 10,000, ki si ti nakazal, zelo dober. In to naredi milijon ljudi in oni imajo zdaj full casha. In
ti veselo kupiš bitcoina. Ne? Se pravi, tam ima en gumb, buy, in ti kupiš bitcoin in si zdaj vesel lastnik, 0,5 bitcoina. In misliš, wow, ne, jaz sem zdaj uspel. Ampak v resnici, ne, pa oni v ozadju zagamblajo teh tvojih 10,000 in zdaj je pa vprašanje, nekaj naredijo, ne vem, kupijo nekaj, pač, ker imajo to keša, stanovanja, jahte, pa gamblajo na drugih shitcoinih. Se pravi kazino, ne, čist tak crazy. In zdaj se moramo samo vprašati, kaj je, ne, to, kar pravijo Keynesijanci, da mi imamo vedno neko informacijo, kakšna je realna slika sveta. In realna slika sveta, če pomislimo, ne, kaj je? Jaz sem 10,000 dal in porabil sem jih za nakup bitcoina. Se pravi, ne, tako računovodsko, 10,000 je nekje, sem jaz porabil. Ampak v resnici so pa oni tudi zame porabili 10,000. Čeprav sem jaz v ta vedro vrgel 10,000, so oni kar tudi porabili. Zato, ker kaj so naredili? Oni so mi samo prikazali fiktivno, da sem jaz nekaj kupil. Se pravi, zdaj v resnici, resnična slika sveta je minus 20,000. Ne minus 10,000, ki sem jih jaz porabil. In tisti, ki znaš šteti do 1, 2, lahko ugotovi, da je to double spending, da je bil to double spend. Se pravi, dvojno je nekdo nekaj zapravil, kar je bilo na začetku samo 10,000. To je možno v digitalni sferi. Kaj to pomeni digitalna sfera? Da je to neka koda, ne? Nekdo ti prikazuje. Se pravi, zelo težko je double spend narediti z gotovino. Prav bi te izrekla v BTC-ju, v trgovino naredi double spend. Kako bi to izgledali? Ja? Da bi kar 100 evrov probil dvakrat, ne? Da bi 200 evrov v resnici probil. Jaz kopiral bi 100 evrov. Lahko bi to naredil. In to je, ja, res je, to je način, da, se pravi, da printaš cash, delaš double spend lahko. In tega nočemo. Nočemo niti v fizičnem svetu, niti v digitalnem svetu. In Bitcoin je v resnici odgovor na to. Se pravi, Satoshi je rekel, lej, on tam nič ne govori noter o, ne vem, to, kar se mi zdaj pogovarjamo, avstrijska šola, Keynes, monetarizem, to njega nič ne zanima. Njega zanima izključno double spend, evo, to je rešitev. In on je to rešil s tem. In ko to razumemo, pol gremo pa lahko do tega, da se vprašamo, kako pa to implementirati. Ker on je imel problem, tukaj je rešitev, z vsako rešitvijo mora biti pa na koncu tudi implementacija. In tudi v tem, o čemer se pa tudi ta knjiga, na kaj se navezuje, je v bistvu že na implementacijo, kako to zgleda, da imamo mi nekaj zdaj tam node, pa da je to decentralizirano, in tako naprej. No, in vprašanje od Klemna, kje je zdaj en Bitcoin? Je zapis v implementaciji te rešitve, ki jo je Satoshi predlagal, ki jo pa mi lahko naredimo tako, da uporabimo nek software, ker če hočemo imeti interakcijo z to implementacijo, ki se imenuje blockchain, moramo nekaj imeti, en software, da se lahko s tem interaktira, in to so ponavadi te walleti, denarnice. No, in če imamo mi, denarnica pa deluje tako na podlagi, se pravi, tega privatnega in javnega ključa, sicer to je zdaj že vem, to je zdaj tako že, what? Zato sem rekel, da je zgodba je dolga, da prijemo do tega, da razumemo, kje je en Bitcoin. Je to pač samo nek zapis v neki bazi. Ampak kje je ta baza? Baza je decentralizirana. Nimajo neko podjetje. Tako, ker, ne vem, Google je centralizirana entiteta in vse, kar mi njemu dajemo, imamo e-mail, to nekje je, na nekem serverju. Bitcoin je pa decentraliziran, kar pomeni, da posamezniki, tako kot smo, ne vem, po mojem mi tukaj skoraj vsi imamo node, vem za 3, za Luka tebe ne vem, če imaš node, nimaš node, ok. Not gonna make it. Kaj je drug coin? Okay. Se pravi, je to decentralizirano. In mi vsi, se pravi, jaz, Peter, Klemen, imamo doma računalnik, ki
skrbi za to, da ta implementacija, ne, te Satošijeve rešitve, da je v pogonu, da teče. Ne. In kaj mi v bistvu delamo? Mi imamo zapisane vse transakcije, ki so se zgodile na tem omrežju. In en Bitcoin, ne, če ga imamo, je zapisan v tej bazi, ki je decentralizirana, ne vem, koliko je nodov na svetu. 100 000, je? 10 000. Reda 10 000. 10 000, ok. Je to samo nek zapis. Ne? Se pravi, denarnica je pa samo program, ki menedžira te naše ključe. Ne? Se pravi, to je pa lahko si predstavljate kot neko geslo, ki lahko odpre ta sef. Ne? To je v resnici digitalni, decentraliziran sef. Se pravi, da mi nekaj tam not shranjujemo. Ja, in tukaj bi pa zaključil. Ja, mislim, da je to zelo dobra povezava, ki si rekel, centralizirani sistemi, pa ki si prej opisoval FTX, kjer so oni imeli svoj balance sheet, ki so ga celo prirejali. A ne? Ne, in ta balance sheet je bil res shit. Ja. In oni so še neki, ne, tako res, vse v bistvu, mislim, ni genialno, ampak če greš golfat, oni so šli na max. Ne? Pa so pa še svoj token naredili, ne? In so pol še s tem v bistvu, se pravi, zmislili so si v resnici svoj denar in so še s tem nekako drek mešali. Ne? Kredite vzemali, ja. Tako, tako. In collateral je bil pač ta token. Tako, in zato je ful pomembno, da razumemo kripto pa Bitcoin. Ne? Se pravi, Bitcoin, neka implementacija te rešitve, da probamo rešiti double spending problem in zelo jasna pravila, pravila protokola. Se pravi, to, da je 21 milijonov, to je pa zdaj pravilo, ki je pač v tem softverju, ki ga mi zdaj v tem programu, ki ga mi uporabljamo na ta decentraliziran način. In pri vseh ostalih, zdaj, vsi hočejo to kopirati, probajo pa nekaj pač po svoje narediti. Ne? In če se vrnem samo na tisto moje izhodiščno vprašanje, kaj je denar, pa kaj je dober denar, je eno vprašanje višji, ena stopnja višje, kaj je dobra valuta. Ne? Ker na koncu in nas samo to zanima. A imamo našo vrednost shranjeno v dolarju, evru, bitcoinu, FTT tokenu, luni, ali kaj je bilo že vse, ne? Ali pa v školjkicah. In v bistvu pol je to debata, ne? Kaj je dobra valuta. Store value zdaj govoriš. Tako. Kaj bi Luka te vprašal, zdaj, ko smo se pogovarjali o double spending problemu, ne? Kako ti gledaš na fiat sistema? Ne? A ni to double spending, konstanten? Se pravi, jaz imam doma neke evre, ki sem jih zaslužil z nekim delom. Se pravi, energijo pa čas sem vložil in sem bil plačan. Potem se naprinta nove enote, te enote, ki jo jaz doma držim, se pravi, se košček te moje enote odvzeme. Ne? Ni čist, ker se sam agregatno, procentualno gledano, imaš ti zdaj manjši delež vsega skupaj. Tako je. Ja. Ampak se pravi, manj energije imam shranjene v tej enoti, ki jo doma držim. ja, izhajaš besedo energijo, verjetno uporabljaš, zato ker je proof of work iz Bitcoina, ne, in je na ta način lahko shranjena v... Ne, moje delo je energija, sorry. Okay. S tem sem zaslužil denar. Ne moreš reči temu glih double spend, ker double spend je zelo specifičen problem, sploh če govorimo o pač digitalni ekonomiji na internetu. Ne. Zdaj, če primerjamo to z frodi, z prevarami, je pač tam čist neka druga stvar. Ne. Ko ti nekaj zaslužiš in dobiš evre, ti evri so že obstajali. Ne. Če jih ti potrošiš naprej, ni nobenega double spenda, je to pač normalno kroženje denarja, ali bi zapravil v bitcoine, ali evre, ali dolare, karkoli. Tisti mehanizem, kako pač nastane evro ali pa dolar, je pa pač drugačen, zato ker ti se pa tako, da rečeš ti, jaz vem, da bom v prihodnosti pač sposoben generirati, ne vem, 100 evrov na leto, zato da bi pa jaz teh 100 000 lahko naredil, pa rabim zdaj le mogoče 50 evrov, pa jih nimam. Ne? In kar greš ti narediti, je, da greš na banko ali pa do investitorjev in pač si denar sposodiš in v zameno izdaš
neko sredstvo v smislu, ali je to neka obveznica, ki je v bistvu samo kredit zapisan v nek papir. Ne? Kar hočem povedati je, da s tem, ko ti vzameš kredit in ti ga banka pač odobri, nastane nov denar. Ampak predpostavka tukaj je, da ko boš ti poplačal ta kredit, se ta denar uniči. Ne predpostavka, to je dejstvo. Pač ti, ko poplačaš kredit, se denar uniči. Ne, to je ta mehanizem. Tega ne razumem čist, zakaj se uniči. Se pravi, greš na banko in vzameš kredit. Se pravi, na banki se to zgodi, da bo na strani sredstev banke bo kredit kot njihovo sredstvo. Zakaj? Ker si ti njim dolžen in to oni dajo v svojo pač bilanco pod sredstva. Na drugi strani je pa na njihovi strani pač obveznost, kaj? Depozit, ne? Ker tebi so dal cash. Tebi so dal cash na ta način, da si na svojem računu kar naenkrat zdaj vijo 50 €. Ne? Ampak ti imaš ta cash pri njih, se pravi, je tvoj denar za to, ne? In ga lahko ven potegneš, se pravi, je to njihova obveznost. Kar pomeni, da je na ta način nastal denar. Zdaj pa, ker si ti njim dolžen teh 50 000, ne? In zdaj si ti premisliš in rečeš, jaz vam bom za to vrnil, kaj bo oni naredili, ne? Pač oni bojo izničili na obeh straneh bilance, bo izničil kredit pa pač to obveznost, ki je pač depozit za tebe, ne? In se bo bilanca zmanjšala. To se je dogajalo od leta 2009 do 2014 v Evropi. Temu se reče tudi deleveraging. In to direktno pomeni, da je količina denarja v obtoku se zmanjševala. Kljub temu, da je centralna banka delala marsikaj, kupovala obveznice, QE delala in tako naprej, ampak to je ta mehanizem, ne? Ki gre v normalnem stanju gospodarske rasti, ko gospodarstvo pač narašča, vedno več nas je, pač standardi se izboljšajo, tehnologija nenormalno pač izboljšuje našo življenjsko situacijo. To pač pomeni, da bo za to rastjo potreba po denarju večja in zaradi tega ta mehanizem relativno dobro deluje. Ne? In v obratni situaciji, če smo pa ali prezadolženi, ali pa je neka kriza, ali pa karkoli tretjega, pa če ljudje nimamo in gospodarstvo nima želje po povpraševanju po denarju, se pravi v smislu tega, da bi vzeli kredite za širitev poslovanja, ali pa mogoče sploh ne vidi v prihodnost. Zdaj, če si predstavljamo vsi, da imamo obete za naprej ful slabe in bom rekel, ok, noben zdaj od nas ne bo investiral v širjenje proizvodnje, ne? Sam bomo varčevali pa poplačali svoje dolgove, pač ne bo, kar se bo zgodilo je, da bojo vsi ti krediti poplačani, količina denarja v obtoku se bo zmanjšala in dejansko bomo v krizi, pa pač recesija bo. Ne? Tada to je ta mehanizem, kako denar nastane in tudi pač ga zgine, ne? Ampak zaradi tega, ker je tukaj vedno več te naše aktivnosti, vedno več nas je, zaradi tega je tudi vedno več denarja v obtoku. Ne? Peter, nekaj si hotel vmes pripomniti, se mi zdi. Ja. Še ne par minut vzamem, še za eno razlago zdaj tega denarja, ali pa na hitro, no, bom probal. Pač pa tudi bi rad malo argumentiral pač tole Lukatovo razlago, ne. In sicer dajmo si predstavljati, ne, da v bistvu mi denarja ne rabimo, ne, tako teoretično. Ne. To se pravi, to bi bilo mogoče v ekonomiji, ne, ker bi pač vsi proizvajali nekaj in vedno, ko bi ti hotel pač nekaj imeti, pa ti veš, da nekaj proizvaja, si produktiven, ne, boš tisto drugo stvar vedno lahko dobil. Recimo, da je to mogoče. Ne? In v tem primeru medija za izmenjavo ne rabimo. Ne? Zdaj bi pa jaz postavil vprašanje, da nek podjetnik, ne, ki ima sam zdaj neke dobre obete za prihodnost, neko dobro idejo, ne, mora zdaj iti do teh ljudi, ne, pa jim reči, fantje, dajte mi realna sredstva, da bom jaz lahko svojo idejo uresničil. Ne? In meni se zdi, da se pač tukaj dogaja krivica oziroma kriminal, ne, ker pač, če bi bil ta podjetnik soočen s to idejo, ne, bi po mojem ne, zelo težje uspel, ne, zaradi tega, ker pač te ljudje bi bolj premislili ali svoje produkte, ne, želijo njemu zaupati, da bo on pač šel delati neko pač podjetniško idejo, s katero on trdi, ne, da bo bolj produktiven. Ne. Zdaj, če bo, super za celo družbo, ne. Ampak spet, to je zdaj bom uporabil besedo, ne, centralni planer, ki se je pač to sam odločil. Ne. Zdaj, kdo mu daje to avtoriteto? Ne. In pač jaz tukaj vidim, ne, da pač trenuten sistem, ne, pa pravi, ok, dajmo vse, kar proizvajamo, ne, pretvoriti v denar, ne, potem pa tisti, ki ima neko tako idejo, ne, gre na ustanovo, ki se je reče banka, pa sposodi si denar. Ne. In v bistvu, kaj bo on naredil? Ne, on bo pa zdaj trošil, ne,
vse proizvode, ne, ki jih je pač ta družba naredila. Ne. In pač zdaj s tem, ki je pač tudi Klemen omenil, ne, da zdaj je tega denarja več, ne, oziroma je denar od nekoga, ki je v točki A, ne, v točki 1 nekaj proizvedel, ne, bo v točki 2, ne, potem, ko je zdaj izdan nov denar, pač manj vreden. Ne, on bo manj teh istih proizvodov mogoče, kakor jih je on proizvedel, ne, lahko zdaj nazaj v družbe vzel. Ne. In pač tukaj jaz zdaj vidim ta glavni problem, ne, kjer se zdaj meša, ne, pa pač tudi hočem biti na tej strani, da pač ne vidim dobre rešitve, ne, ker se meša ta koncept, da pač v družbi eni ljudje ne, imamo zagon, ne, dajmo delati projekte, ne, dajmo druge ljudi probati prepričati, ne, da so naše ideje dobre, ne, pa dajmo tako zorganizirati pač kapitalski trg, ne, da bomo kot družba bolj produktivni. Ne. In ekonomski sistemi, ne, tudi v katerih se zdaj pogovarjamo, je samo ta izbira, ne, na kakšen način ne, mi hočemo v družbi ne, organizirati to akumulacijo kapitala, ne, da bi bili v prihodnosti bolj produktivni. Ne. In kakor je avtor večkrat, Sejfedin večkrat omenil, ne, se gre ne, za odlašanje porabe zdaj, ne, in pričakovanje večje proizvodne v prihodnosti, zaradi tega, ker z odlašeno porabo zdaj ne, bomo lahko več investirali in mogoče zboljšali proizvodne procese. Ne. Tako da to sem hotel povedati. Okay. Sam komentar tle. V tvoji poenostavljeni ekonomiji, gospodarstvu, če imaš ti nekega podjetnika, ki kljub temu, da denar sploh še ne obstaja, ne, in proizvaja neko stvar in ima on idejo o tem, da bi lahko to stvar večkrat boljš naredil, pa več naredil, ne, in gre potem do pač trga in reče, ok, jaz imam takle plan, pač to dejansko opisuje trenutno stanje. Ne, se pravi, ti z neko idejo greš na trg, ali izdaš obveznico, ali pa greš ali pa pač delnice, karkoli, s tem se tudi ustvari nov denar. In pač tukaj sploh denarja še ni in lahko ti kot podjetnik greš v takem gospodarstvu do ostalih, ki vsi nekaj proizvajajo, od njih rečeš, ok, dajte vi to meni, ne, in tukaj tvoja predpostavka oziroma pač to, da se to ne bi zgodilo, oziroma da nimajo nič od tega, je malo napačna, oziroma je tukaj ta problem, da v zameno oni morajo nekaj dobiti. To je pa cena tega denarja, ne, oziroma kapitala, če govorimo o recimo izdaji novih delnic. Tada investitorji bodo vedno gledali, pač, kak je donos pač na to, kar dajo od sebe, ali je za to banka, ko da nek kredit, ali je to pač pokojninski sklad, ko kupi neko obveznico pač podjetniško, ali je to venture capital ali pa angel investor, ko investira v startup. Ne. Ja, ampak imetnik denarja ne, je pa na slabšem v vsakem primeru. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker bo pač tega denarja več v obtoku, ne, in več ljudi lahko vrši povpraševanje na isto, takrat, ko si pač podjetnik sposodi v tistem trenutku, ne, pa ko grejo na trg po svoje dobrine, da bo pač nekaj naredil, ne, je denarja več, dobrin pa isto. Ne. Ja. In bo zaradi tega cene zrasle tudi za njega. Ne. Ampak zdaj ti predpostavljaš, da bo ta en podjetnik kar naenkrat vplival na vse dobrine, ki so pač v obstoju, ampak ne bo. Kar se bo zgodilo je, da bo točno ta koncept, ko si ga omenil, se pravi investicija v prihodno potrošnjo se bo zgodila zdaj. Se pravi, pač ko podjetnik zbere kapital na trgu z tem, da mu dajo ali pač denar, ali pa tudi, če smo v tem gospodarstvu, ko sploh denarja še nima, je poanta samo v tem, da se bo to preoblikovalo v nekaj, kar bo generiralo pač dodano vrednost v prihodnosti. Tada, ok, če pogledamo čisto simpel število nekih zapisov v eni bazi v centralni banki in vse posod druge, bo res pač drugačno, ampak to še ne pomeni, da je to slabo. Ne? Pač imeli smo mi od, ne vem, recimo od 95 do 2006-2007 je količina denarja, ki je pač nastajala na tak način, je bila pač relativno visoka, inflacija pa niti ni bilo, je bila skozi stabilna, great moderation so temu rekli. Ok, kaj se je pol zgodilo na koncu, zato ker folk začel preveč pač vzemati in kredite in špekulacija Balkanov in nepremičninah in tako naprej je pač drugo, ki ni v
osnovi povezana s tem, ne? Ampak sam ta koncept, da podjetniki obljubijo nek donos, pa jih itak pol velikih ne naredi tega donosa, na drugi strani pa drugi naredijo in ko ti naredijo to donos, imamo zato, imamo iPhone, imamo pač vrhunske softvere, vse posod, katere z veseljem uporabljamo in tukaj je tista dodana vrednost, katera pač zaradi tega nastanka denarja je možna. Če ne bi tega mehanizma bilo na tak način in bi imeli recimo nek hard money, jaz bi držal hard money in ga ne bi dal v temu podjetniku. To sem se tudi glih pred kratkim o tem pogovarjal in bi pač tle repliciral na način, ne, da pač ti ga ne bi dal, ne, ampak prej si pa spet omenil neke investitorje, ne, ki zahtevajo nek donos, ne, pač pa bojo pač pod nekimi pogoji šli v to pogodbo, ne. Pač jaz sem te potem izzval iz tem, ne, da pač tisti, ki pa nimajo veze s to pogodbo, ki držijo samo denar, bojo pač po mojem mnenju opeharjeni, ne. Na drugi strani, ne, v nekem hard money sistemu, ne, pač jaz mislim, da ta tvoja trditev ne drži, da boš ti se zdaj samo oklepil tega denarja, zaradi tega, ker bo prišel investitor, pa bo rekel, tukaj boš pa lahko dobil boljši donos, ne, kot je pa deflacija, ne, kot je pa nižanje cene, ne, in s tem, ko boš pač, če se odločiš, ne, pa boš posodil pač te ideji, pa bo mogoče zrastel iPhone. Ne. Tako da jaz bi tukaj sam rekel, ne, da to, kar si ti tako ostro rekel, da imamo iPhone zaradi tega, ker si lahko sposojamo, jaz mislim, da pač to ni res. iPhone imamo zaradi tega, ker smo naredili iPhone, ne. Pač slej, ko prej bi prišli do tega, ne. Zdaj mogoče vprašanje, koliko hiter, ne, ampak to, da imamo denar, ni pogoj, da imamo iPhone. iPhone imamo zaradi tega, ker dela fizika, zaradi tega, ker pač človek sestavlja stvari skupaj, ne. Tako da jaz mislim, da bi do tega tako ali pa drugače prišli, ne, da bi to povpraševanje, ne, se pravi, po neki izboljšavi življenjskega standarda, tako ali pa drugače prišlo v družbi pač na neko lestvico prioritet, ne, in bi potem družba svoja sredstva, ne, alocirala v določene projekte. Tako da pač jaz sam mislim, ne, da se tukaj pogovarjamo samo o načinih alokacije tega kapitala, ne, in zdaj Sejfedinov, ne, pa tudi argument dost bitcoinerov je pač, da je trenuten sistem ni fair, ne, v tej alokaciji, ne, da pač nekateri akteri tukaj pač prednost pred drugimi. Preprost, čist. Ja, mogoče slab primer iPhone, ampak vseeno koncept ustvarjanja in širjenja gospodarstva, ki ga rečemo pod eno hipotezo lahko nekako enačimo z dobrobitjo našo, ne? Zato ker pač same tehnologije, ki se razvijajo, pač povzročijo tudi to, da se imamo boljš, ne samo da je pač naš bančni račun večji, karkoli je že na njemu, ne? Hočem samo to izpostaviti, v primeru, da imaš ti incentiv kot nekdo, ki je zaslužil v bitcoinu neki ali pa v zlatu, ker veš, da bojo cene stvari, katere boš ti kupoval v prihodnosti padale in ne veš točno s kako hitrosti, ampak glede na to, da je 21 milijonov pač bitcoinov na voljo, je tvoj decision making proces, zdaj boš investiral čisto drugačen, kot je pa zdaj. In kar se ti bo zgodilo je to, da boš imel tako ranga 50 do 500 krat manj investicij. Bolje premišljen, hočeš reči. Spekulacije. Jaz mislim, da tukaj zdaj pač trčimo v ta problem ekonomije kot znanosti, ne, ker je pač to social science, ne, in so pač to domneve, ne, bi rekli nekateri. Ne. Tako da pač tukaj bi mogli videti, ne, in tega nažalost ne moramo videti. Ne, in tukaj zdaj ali lepota, ne, ali pa... El Salvador, kaj bo z njim čez par let? Mislim, čez par let, bomo videli. Zdaj se bom vrnil na Klemnovo slovito tezo, kaj je dobro življenje. A nas denar spodbudi k temu, da probamo izboljšati svojo okolico, ali nas spodbudi, da ga zaslužimo? Kaj v bistvu zdaj to pomeni? Se pravi, velik del človeške zgodovine
denar ni igral pomembne vloge v tem, da si je človek hotel izboljšati možnost preživetja. Ne? Spet, človek izhaja iz neke narave, ki je zelo kruta. Meni so ful smešne te, vrnimo se k naravi. Ja, come on. Tako spimo v topli posteljci in vrnimo se k naravi. Pejď spat v gost, pa boš videl, koliko je narava. Tako, pač to mi je res smešen. Se pravi, človek vse naredi, da proba preživeti, ker preživetje v naravi je zelo težko, kompleksno in tako se je človek sploh nekako podal na to pot napredka. Ne? In videl je, ne vem, da mu drugi ljudje umirajo, dojenčki in tako. In to smo probali izboljšati. Ne? In to nas nekako žene. Zdaj pa dobimo ta koncept denarja, ne? In zdaj pa tako, ok, a jaz sem motiviran nekaj v svojem življenju pa v okolici izboljšati, zato ker to hočem, ali zato ker imam ta koncept, ne? Da če ne bom tega naredil, če ne bom prišel do denarja, bom pa, ne vem, toliko na slabšem. Ne? In ta ideja, da ti neki, se pravi, ideja kreditiranja, da ustvarjaš, da lahko ena entiteta centralna ne poskrbi, da je več denarja v obtoku, s tem, ko ljudje v resnici si probajo izboljšati življenje, ne? Ker kaj pomeni vzeti kredit? Ja, da prej prideš do tega, kar hočeš. Ne? Sej bi nekdo lahko našparil za stanovanje, sam bi si ga kupil, ko bi bil 90 let star. Ne? To nočemo, ne? Se pravi, hočemo prej to izboljšati. In na ta način, ne, če tako razmišljamo, pol mogoče to je dobra stvar. Ampak tukaj se ne moramo preko dejstva, da je to ustvarjeno iz nič. Ne, se pravi, da je to, da ni, se pravi, da smo mi v resnici na prihodne svoje delovanje pa porabo energije smo si to denarno vrednost ustvarjali. Ne. Če imaš pa ti obratno, se pravi, da razmišljaš, in to je v knjigi en koncept, ne, se pravi low time preference pa high time preference. Ne vem, kako se je to prevedlo. Časovna preferenca. Časovna preferenca. In nekateri, in pa imamo ljudi, ne, ki imajo dolgo časovno preferenco, kratko. Ne. Visoka je čim prej hočem porabiti. Visoka je čim prej, a ne, se pravi, ja. Visoka časovna preferenca pomeni takoj. Se pravi, jaz zaslužim in zagonem, a ne. Se pravi, kredit takoj, bam, prva služba, gremo po kredit. Ne. Nizka časovna preferenca pomeni pa gledanje na dolgi rok. In mogoče smo zdaj prišli v fazo, tudi tako kot neka, ne kot samo neka država, družba, ampak kot cel svet, v neko fazo, kjer bo treba bolj na dolgi rok razmišljati. In bo treba razmišljati, ok, a se bo naša generacija nečemu odpovedala, da bo neka naslednja generacija imela boljši life, ne? To, kar so se tudi mnogi generacije že prej spraševali. In zdaj samo vprašanje, kaj nas sili v bolj dolgoročno razmišljanje? A je to denar, ki je boljš, da ga čim prej zapraviš, ali je boljš, da si tako malo, veš kaj, če bo jutri več vreden, mogoče pa ne bom investiral v to. Ne? Ker če tako pogledaš, ne, če imaš ti tak cash, ki je danes, ja, prisiljen si, dej, dropshipping, gremo, proizvodnja in pol je vprašanje, je to boljše življenje? Ne vem, vprašanje za vas, da razmislite. Ja. Mogoče vprašanje za vse tri, pa gremo pa lahko na Q&A. Mogoče samo en scenarij, recimo, ali bom tako začel, ne? Bitcoin je recimo kot sistem deluje, ali pa ta srčni utrip vsakih 10 minut ima že 15 let. In vedno dam to prispodobo, da v začetnih letih je bil to nek dojenček v inkubatorju. In so mogli taki ljudje, ki so videli to idejo kot koristno za svet, so mogli zelo negovati tega dojenčka. Ne? Danes je to malo drugače, ne? Gre za tak precej robusten sistem, po mojem mnenju. Ne?
Ampak vseeno me zanima vsakega izmed vas, kjer scenarij vidite kot najbolj nevaren, ali pa kjero dogodek, ali pa kjero nevarnost vidite kot največjo za Bitcoin, da bi recimo lahko celo propadel ta sistem, ali pa da bi se ta srčni utrip ustavil. Pa lahko začnemo pri Petru, pa pol gremo tako. Ja, jaz mislim, da je najbolj nevaren scenarij ta, da dejansko trenuten sistem pač postane, recimo temu, pošten, ne? Ali pa neha printati denar. Zdaj mogoče bi tukaj še eno vrgo luki, ne? Zdaj, če to ustvarjanje denarja deluje, ne? Pa zakaj vsi, ker ne dobimo denarja takrat, ko se ustvari, tako da, ja, na kratko jaz vidim to pač najbolj črn scenarij za Bitcoin. Ampak pač za nas je dober, ja. Ja, za družbo je pa dober, ja. Bitcoin ne bo propadel. Ne vem, če ste slišali. Bitcoin ne bo propadel. A lahko še malo bolj Bitcoin ne bo propadel. Ne, mislim, pač, dokler bo internet laufal, dokler bomo pač imeli elektriko, bo te vitrije laufali svoje node in to bo delovalo. Pač kakva bo cena nekega Bitcoina v primerjavi z dolarjem, evrom, solato, karkoli, who knows, ne? Pač nevarnosti, ki so pač taki dogodki, kot je FTX, če govorimo zdaj o sami ceni, ne, to lahko vpliva na samo ceno, ne more pa na fundamentalo, kako Bitcoin funkcionira, ker pač tisti bo teh 10 minut bo naprej delal še forever, ne. Pa tudi, če se neki zdaj kvantni računalniki naredijo, da zato, da se ta mining potencialno razbije, oziroma pač ti algoritmi se pač še vedno lahko prilagodi algoritem, na kak način funkcionirajo pač walleti in cel blockchain sistem. Ne. To lahko mogoče, Andrej, kako besedo še o tem poveš. Ne. Ampak tako, če govorimo o core konceptu, pač to bo ostalo. Ne. Ti je všeč, da obstaja tak... Freedom of choice. Ne. To je pač, kljub temu, da mogoče ne zdaj izpada tukaj nek velik kenezijanc, pa ne vem kaj, ne. Pač jaz po duši sem avstrijski ekonomist, ki nažalost pač razume, kako dejansko monetarni sistem funkcionira. Ne. Za razliko od Petra. Okay. Si malo preveč hajka, bravo. True. Pač super, ne. Moramo več in več izbire, čisto mocam, nisem za drastične spremembe in da se gre na neko tako zadevo, zato ker pač ima preveč negativnih posledic. Kaj je vprašanje? Največja nevarnost? Kaj je nevarnost? Nevarnost je vedno neka možna prisotnost nasilja. In na naših tleh se je to tudi dogajalo, se pravi, bili smo 2-krat udeleženi v svetovni vojni. In to je največja nevarnost za vsakega, se pravi, neka potencialna možnost nasilja. In v teoriji nasilja ne poznamo različne oblike nasilja, neka je ta fizična, neka je pa čist taka, ki je spet strani neke centralne entitete ti usiljena. In to je največja nevarnost. Prav, da nekdo reče, da država reče, lej, ti si terorist, če laufaš Bitcoin note. To je največja nevarnost. Se pravi, mi bomo na vsak način, bomo probali te IP-je poiskati, udarili ti bomo v stanovanje, ti bomo računalnike zaplenali, če boš kot podjetje hotel to, če boš hotel biti, če boš sprejemal plačila v Bitcoinu, če boš plačo prejemal v Bitcoinu, boš terorist. Nočemo živeti v takem svetu. Hočemo živeti v nekem svobodnem svetu, kjer vlada meritokracija. Se pravi, ali moje neke sposobnosti, a jaz lahko s svojimi sposobnostmi si izboljšam svoje življenje. Tako da to... In življenja drugih. In življenja drugih. Se pravi, tako slabo bilo, da si izboljšam svoje življenje in poslabšam življenja drugih. Tako da ja, nasilje drugih. Ok. A lahko malo dobimo luči v dvorano? Oziroma manj luči nam. Ok.
Zdaj, pravila igre so takšna, da ta kocka je v bistvu mikrofon, tako da dvignete roko, če imate vprašanje. Evo, prvo, drugo. Dobiš majčko. Za prvo vprašanje nisem še povedal do konca, ampak lej, ujem. To ti pa pol dam, majčko. Ja. Drugo majčko pa dobi nekdo, ki bo najboljše vprašanje postavil. Mi se bomo centralno odločali. Prvo bi se rad zahvalil za dobro debato. Moje vprašanje pa je sledeče. Glede na to, da zgleda, da dolar izgublja svoj prestol kot svetovna valuta in da se bo verjetno v bližnji prihodnosti ustvarila neka nova svetovna valuta, ki bo verjetno v kombinaciji več valut pa dobrin, mogoče tudi zlato, glede na to, da centralne banke precej kupujejo zlato. Mislite, da bo v tej novi svetovni rezervni valuti tudi Bitcoin, ali to je preveč far-fetched? Dolar načeloma ne zgublja, če gledamo po volumnu, koliko se procentualno naredi pač trgovine in trgovanja in tega. Se je poznalo, recimo zaradi ful veliko vpliv ima tudi ta politični efekt zdaj pač ruske vojne v Ukrajini. Ne. Zakaj? Zato, ker so kar naenkrat ful sankcije bile in so zdaj kar naenkrat tudi centralne banke po svetu ugotovile pikolino tiste obveznice, ki jih imam jaz ameriške, pa japonske, pa vse to, ker naenkrat jih lahko nimam več. Teda, ja, ful več bo zdaj, oziroma se že poznane, centralne banke in pač v Turčiji in druge pač kupujejo zdaj ful zlata in ja, itak da upam, da bo tudi kaj Bitcoina, ne? In pač skoraj 100%, da bojo centralne banke za namene diversifikacije svojih portfeljev pač šle kupovati Bitcoin. Ali to pomeni, da bo dolar padel kot svetovna valuta? Ne. Dokler ne bo nekaj, kar bo pač res boljš za te specifične namene, pač bo še imel ta primat. Ja, če lahko še jaz. Ta teden je bil en zelo dober članek analitika Credit Suisse Zoltana, Luka si ga prebral, ki je zelo dober, v bistvu recimo špekuliral o točno te tezi, ne, kako bi se to lahko zgodilo, oziroma se to že dogaja. Ne. In je pač čisto omenil, kako zdaj pač Rusija želi svojo nafto prodajati v zlatu. Ne. In zdaj konkretne številke so tudi na mizi, ne, pač, da $60 na soček, ne, in da bi 1 gram nafte, 1 gram zlata kupil 1 soček. Ne. No in zdaj se Rusija že spogleduje idejo, ne, da če se pravi, zaradi sankcij Evropa ne bo smela kupovati, ne, bo mogel pač on znižati ceno nafte, ne, to pa naredil tako, da bo rekel, ok, za 1 gram dobiš 2 sočka. Ne. No to pa po drugi strani pomeni, ne, da se pač zlato prevrednot še enkrat višji. Ne. In pač s tem je hotel v bistvu povedati, pač mogoče se zdaj z dolarjem kaj dogaja, ne, in je hotel pokazati na to, kaj zdaj v točno tem trenutku Amerika dela. Ne. Dviguje obrestne mere zaradi tega, da bi se pravi kontra spodbuda dala proti zlatu, ne, se imajo še zmeraj naše obveznice nek donos, ne, plus tega, da črpajo svoje zaloge strateške nafte, ne, točno zaradi tega, ne, da bi pač diskreditirali to akcijo Rusije. Ne. Zdaj, v smislu pač prenehanja vojne, ne, valjda so to dobri nameni, ne, ampak v smislu pač tega, te monetarne igre, ne, pa pač jaz mislim, da se dogaja, oziroma da se nekdo boji nečesa, ne, ali pa da nekdo ve, da nekaj lahko premakne. Ne. Zdaj konkretno, pač moje mnenje, a bo Bitcoin tam vmes, jaz mislim, da ne. Hvala. Hvala. Moje vprašanje pa je, kaj si mislite o digitalnem evru in ali bo tole fiat na steroidih? Andrej. Shitcoin. Mislim, saj imamo že digitalni evro. Saj vse je, jaz ki plačujem svojimi temi TradFi karticami, to je vse digitalno plačevanje.
ki gre skozi različne plačilne procesorje. Ampak ni na blockchainu, Andrej. Ni na blockchainu, ja, Digita bo kao na blockchainu. Jaz res ne vem, kaj bo tukaj zapakirali, ja, da bo na blockchainu, ne vem. Ampak ne vidim noben me ne bo prepričal, da je to neka izboljšava. Ne. Ni, pač to je tako, kot imamo zdaj. Pa mogoče še večja, ne, sej nadzor je lahko že zdaj, sej vsaka davčna, ne, sej na koncu davčne, se pravi, kako se temu reče, finančne uprave, davčne uprave so v službi neke države, ne, da pač poberajo iz gospodarstva nek denar in potem ga država nekako redistribuira. Vprašanje je, a bo z uvedbo digitalnih valut prišlo do prepovedi gotovinskega poslovanja, kar mislim, da bo, in to je slabo. Se pravi, jaz kot nekdo, ki ima recimo neko svobodo posameznika, pa anonimnost, pa privatnost na nekem visokem nivoju teh vrednot, mislim, da je to slabo. Mislim, da človek mora imeti možnost anonimnega kupovanja stvari in dobrin in storitev, ker s tem, kar ti kupuješ, zelo veliko poveš o sebi. In s tem v bistvu s tem največ poveš, ker ti si denar zaslužil z vložkom svojega časa pa energije in to, da ga porabiš nekje, je za vsakega posameznika zelo veliko vredno. Se pravi, ti neki si s tem kupiš zdaj, ker si nekaj delal in zdaj imaš denar in nekaj lahko kupiš. In s tem, kaj ti kupuješ, glasuješ nekako. Glasuješ za podjetja, za vse. In jaz mislim, da je to dobro, da je čim bolj v neki tvoji privatnosti. Vse imamo potem ful teh argumentov, ja, pa se lahko terorizem financira, pa ne vem kaj. Ampak vseeno si želim družbo, kjer je anonimnost kupovanja mogoča. In mislim, da z digitalnimi valutami bomo to izgubili. Mogoče samo en komentar na to, ker sem kar nekaj mesecev preživel na Kitajskem. Delal sem v Pekingu in jaz sem bil v bistvu edini človek, ki sem ga jaz poznal, ki je z gotovino posloval. Jaz nisem imel bančnega računa odprtega na Kitajskem. Te, ki so pa redno tam živeli, tudi zahodnjaki, so pa imeli odprt. In s Kitajsko morate razumeti, da so oni v bistvu preskočili bančne kartice. Mislim, tehnologija bančnih kartic pa kreditnih kartic se je v bistvu pojavila na zahodu in oni so to preskočili, ker so imeli že smartfone. In posledica tega je, da tam obstaja neko družbeno omrežje, ki se mu reče WeChat, in ta WeChat je v bistvu okno v internet. Oni zelo redko grejo na internet zunaj tega družbenega omrežja, ker imaš not vse, denarnico, novice, chat, social media je, video so vsebine in podobno. In vem za primer enega mojega kolega v Pekingu, on je bil zahodnjak, da je imel povezano svojo bančni račun z WeChatom in je prečkal rdečo luč in mu je instantno povlekel iz bančnega računa kazen. Zdaj, to so v bistvu sklop tehnologij, ki morajo istočasno delati. Se pravi, zaznava obraza na ulici, Peking je eno najbolj pogosto, mislim, najbolj surveillance mest na svetu, eno izmed. In to pač vse deluje instantno. Tako da, mogoče samo en komentar v razmislek, kam ta smer lahko vodi. Ok, zdaj so šle 3 roke istočasno. En mu vrš kocko. Halo. V bistvu jaz bi bolj za Lukata postavil, bi se pa vrnil, se pravi, ti si rekel, ka banka ustvari nov denar, ka da kredit. A ne? Se pravi, ampak ti vedno, ko dobiš kredit, moraš ti vrniti več nazaj.
Ja. Se pravi, kam gre ta denar pol, kaj se s tem denarjem, a ne, ti v bistvu nikoli ne boš mogel, ti moraš nov denar ustvarjati, a je tako, da ti boš tega poplačal. Se pravi, nekje bo mogel propadati, da bo nekdo lahko to poplačal nazaj. Ne rabi nič propast. Ne? Ne. Ker Bitcoin tega nima, glih zato je to ta razlika in to hočem tle izpostaviti, zakaj v bistvu bolj v ta bančni sistem verjameš, kot pa v Bitcoin. Tukaj se mi zdi ta ful razlika. No? Ja, In ne, to. da zdaj jaz tu nekaj verjamem. Se Jaz sem oproščam. opisal, kako dejansko funkcionira. Ne? In če ga zamenjamo z nečem, kjer ni tega mehanizma dinamike oziroma elastičnosti glede na povpraševanje po denarju, bomo imeli ful večje težave, kot jih imamo zdaj. Se pravi, ko nastane ta nov denar s tem pač kreditom, lahko je tudi, ko jaz izdam neko obveznico na trgu kot podjetnik ali pa se na drug način financiram. Ne? Kaj se zgodi, pač, ko jaz to poplačujem? Jaz to poplačujem iz svojih pač, prihodkov, ki jih ustvarjam v prihodnosti. Predpostavka pa je, da jaz za tem denarjem, ki ga vzamem, pač kot s kreditom, ki ga vzamem, da sem jaz sposoben generirati nek donos za svojo aktivnostjo, ki je pač višji, kot je pa strošek financiranja. Ne? In če lahko jaz to dodano vrednost na trgu pač ustvarim, bom jaz sposoben to brez težav poplačati. Ta razlika, ki pa pač je od tistega, kar jaz vse vrnem, pa konča v dobičku Banke. Same banke. Ne? Tada pač banka pa zaradi tega, ker ima ta dobiček, ga izplača lastnikom in imajo pač lastniki pol ta denar, katerega sem jaz efektivno ustvaril. Se pravi, lastniki banke. Ja. Ampak, če si ti prva banka, ustvariš 100,000 evrov kredita, ti poplačaš 100,000, ampak moraš pa še 5,000 dodatno, recimo, da je 5% obrestna mera. Tako hipotetični situaciji, ker denar ni nastal direktno na ta način iz banke na začetku. Kako pa je? Pač preber knjigo. No, dobro, no, sej, zato. Ok, hvala. Ne, pač tu je ful bolj kompleksno, kak je sploh so nastali mehanizmi. Mislim, prvi denar, tako, če gledaš v papirni obliki, bil je kmet, imel je delo pšenico, šel je do enega, ko je nekaj rabo, pač je rekel, dej, rabim tole tvojo kravo, pač čez 6 mesecev ti lahko plačam z pač pšenico, dejma mi da to zdaj podpisati in je dobil on papir, ko mu je dal tisto kravo, s tem papirjem je on šel nekam drugmu in je rekel, lej, ta kmet ti bo dal pšenico čez 6 mesecev in to je pač prvi tak način ustvarjanja denarja. Najbolj pač simpel povedano. S tem se tudi ustvari denar, ker je pač tisti, ki ga je to imel pač obvezo od enega drugega in je to uporabil pač kot denar. To ni čisti klasični denar. Denar lahko gledamo tudi po stopni denarnosti, kar je pač izmišljena beseda, pač moneyness. Koliko je nekdo pripravljen sprejeti nekaj, kar mu ti daš za plačilo. Če mu ti daš zdaj 100 evrov na roke, bo rekel takoj. V tej publiki, če mu daš en bitcoin, bo tudi vzel takoj. Če ti pa jaz zdaj rečem, dam ti državno obveznico za dospetjem 2027, še ti rekel, da je ne seri. Če bom šel pa do banke, pa bom to rekel, bo rekla banka v redu, za nas je to enako kot evro. Ne? To je spet odvisno. Če greš v zapor, pa imaš cigarete, to je najboljši denar. Ne? Ta koncept denarja je ful širši, kot pa sam valuta. Ne? Ja, se tukaj je distinkcija, ena valuta, ena denar, ja. Ok, hvala. Jaz bi sam še enkrat za vse ta miselni eksperiment naredil, ker se mi zdi, da ima nekaj teže. Ne? Se pravi, dajmo sam še enkrat. Se pravi, recimo, da naredimo banko iz 100 banko, ne? In nekdo deponira 100 enot denarja, ne? In potem ta banka naredi kredit za 100,000 enot, pretiravimo, ne? In obrestna mera, recimo, da je 10% do konca, ne? Je to 110,000 enot, ne? Denarja pa obstaja samo 100 enot, ne? Ja, ok, sam točno ta isti ga mora zdaj vrniti več, ne? Več ga mora in kje ga bo vzel, ja, to meni... Sej sam, od kje bo prišel od kje bo prišel, ne? To se pravi, on banka ima na bilanci 100,000 kot asset, ne? Pa 100,000 kot liability ga ima pa v bistvu tak, kar si sposodil, ne? Oziroma ne, on ima 110,000, ne? In kje bo zdaj on 110,000 vzel, če jih sploh ne obstaja? Obstaja zato, ker ko kredit nastane tudi depozit in s tem je nastal denar. A lahko je sam neki. Meni se zdi, da lahko edin tako narediš, da nov kredit ustvariš, ko pride drug človek.
Ne, samo, se pravi, en koncept tukaj. Ne? Ta oseba, ki je, oziroma pač, jaz vedno govorim o firmah, ker firme imajo ful več volumna pač kreditov in tega, bo ta denar investirala. Ta denar bo šel v gospodarstvo za namene tisto, kar je tudi pač avtor knjige razlagal, da se investira in bo prihodna pač potrošnja. Gospodarstvo ima 100 enot denarja, gospodarstvo je izolirano od tega. Ne more biti izolirano, ne moreš izolirati. Zdaj sam hočem miselni eksperiment. Razumem, se ne moreš ločiti denarja od gospodarstva. Ja, ampak pač je možno, ne, se pravi, če bi banka imela pač reserve requirement, ne, se pravi, koliko mora imeti ona depozitov na izdane posojila, ne, pač zelo nizek procent. Ti bom jaz povedal to, kar te zanima. Kri, znoj in solze. Ja, se pravi, nekaj mora propadati. Za proof of workom v real lifeu, se pravi, ti boš pač mogel delati za to. To je. In na koncu itak pridemo tudi v teoriji denarja je tudi vprašanje, oziroma po tem moralni filozofiji, a so obresti moralna stvar. Se pravi, da če jaz na tak način ustvarjam denar, a je to moralno, da jaz rečem, da jaz služim na tak način, da tebe nekako obremenim s tem, da mi ti več daš, samo zato, ker sem jaz iz nič, oziroma iz nič. Ne? Pač to je moj poslovni model, ki je legalen zato, ker imam pač dogovor z nekom. In mogoče ta zgodba, prej, ko je Luka začel, se nadaljuje, kako je pa to frakcionalizirano bančništvo nastalo. Se pravi, če imaš ti zlato, so pa ljudje, ki so veliko zlata skozi svoje življenje si nabrali, so pa nekako čutili, da ni dobro imeti veliko. Zdaj to bom zelo poenostavil, tako kot je Luka prej s tistim kmetom. So rekli, jaz imam ful zlata, jaz se bojim imeti toliko zlata, ker spet obstaja nevarnost nasilja in bom jaz to nekam spravil. In ko to celo mesto spravi svoje zlato v nek trezor, nekdo je pa rekel, jaz bom klele v tele svoji kleti, bom ta zlato varoval. To bo moja storitev vam. Vi prineste meni zlato, jaz pa to zdaj varujem za vas. In bom mogoče malo tam zlata si vzel. Ampak kaj je ta pameten trezornik, ali kako se temu reče, kaj je on ugotovil? Da ljudje itak ne prihajajo po zlato. Oni sproti delajo in ne dvigajo tega zlata. Se pravi, s čem pa so poslovali v ekonomiji? Z, rečemo temu, nekimi papirji, ki dokazujejo, da je tam zlato. In tako nastane papirnat denar, ki je krit za tistim zlatom v kleti, v trezorju. Ampak ta pameten trezornik, pa zdaj reče, da se oni ne pridejo nikoli po zlato, bom jaz ta zlato začel posojati. Zato, da bom računal obresti in bo to še en moj nov, to je v bistvu zelo podjetna zadeva. Sej, če ti posojaš, moraš paziti, da posojaš, da dobiš tudi nazaj. Ideja banke ni napačna. Jaz nisem proti temu, da bi mi imeli banko. Jaz se strinjam, mi rabimo, je to dobro, da ti odložiš nekaj. Samo vprašanje je, kaj je v ozadju, pa kako jaz to v bistvu zapisujem v nek ta ledger, oziroma temu se reče neka bilanca. Kaj je zdaj narediti? Zdaj pač smo v tem, kjer smo, pol je enkrat so države rekle, ne bomo imeli več tega, ne bomo tako krili z tega denarja in bo fiat denar. To je pa pol kaj, naslednja knjiga. The Fiat. Ja, The Fiat Standard. Dajmo še ene 2 vprašanja, pa moramo zaključiti. Pri Bitcoinu se veliko krat govori, oziroma ena izmed tes je tudi, da bo služil pravičnejši porazdelitvi denarja. Zdaj razumem koncepte, da nekdo težje pride v deželah tretjega sveta, sploh do bančnih računov in da njihova valuta ima katastrofalno inflacijo. A so to teze, katere mislite pri tej teoriji, ali dejansko kdo verjame, da bi se denar pravičneje porazdelil preko Bitcoina in če ja,
nismo že predaleč, glede na to, da imajo določeni večje koncentracije Bitcoina? Zelo dobro vprašanje in mislim, da odgovor je ne, se pravi, ni pravično porazdeljen, zdaj kako bi bil, ne vem, zato ker vedno v vsakem trenutku na svetu obstaja asimetrija informacij. Ne? In tudi začetek kapitalizma je, kritika je vedno, niso pravično razporedili produkcijskih sredstev. Ja, mislim. Kako porazdeliti pravično IQ? Kako pravično razdeliti privlačnost? Ne? Pač to so res neka taka težka vprašanja in velikrat različne, zdaj politične smeri to kar pozabljajo neka ta dejstva. Ne? Ja, pač kapitalizem, začetek je v merkantilizmu, se pravi neka teorija, da dajmo izvažati, pa na tujih trgih dobivati bogatstvo, pa manufaktura, se pravi, dajmo pa nekaj proizvajati in pol za odkritjem parnega stroja, industrijska revolucija in tako naprej in tisti, ki so prvi že bili manufacturers, ki so imeli manufakturo, so prvi tudi lahko rekli, daj kapital, da bom ti nekaj več naredil. In nikoli ne bomo mogli v to priti in tudi pri Bitcoinu se je pač to zgodilo, asimetrija informacij. Nekdo je prej to informacijo dobil, in zdaj je to neka nova tekma. Tekma pa mislim, da je inherentna pri vseh bitjih, ki delujejo na osnovi prenosa genov. To pa, če je iz Dawkinsove teorije, sebični gen, knjiga pa to tudi zelo lepo opiše. Tako da, tukaj bi mogli to nekako zaobideti, in če sem začel, bo to moj zadnji komentar, če sem začel z tem na začetku s filozofijo, bom še nehal. Veš, mogoče enkrat v prihodnosti bo vse zastonj, ker bojo to delali roboti, zamišljamo si neko prihodnost, kjer dobiš vse, kar hočeš. Ker je tehnološki napredek na tako visokem nivoju, da ne rabiš niti delati nek Star Trek, future. Kaj bo pa takrat? Dobrina. To je pa rekel en najn skupni, žal že pokojni prijatelj Toni, bo pa, da se bojo ljudje hoteli družiti z zanimivimi ljudmi. In danes imate tudi vi to priložnost in tukaj je veliko zanimivih ljudi in dajte se družiti. Dajte spoznati nove ljudi, ker na koncu je to bogatstvo. Super. Po moje zaključimo. Jaz bom zadnjo besedo prepustil Petru, ampak hvala vsakmu izmed vas, ki ste tukaj, da ste namenili to pozornost. Jaz to vedno rečem, da je pozornost najbolj vredna stvar v življenju in danes ste jo namenili vsem, nam, oziroma tej ideji in hvaležen in cenim tono. Izvoli, Petr. Hvala. Jaz bi se za konec v bistvu rad zahvalil. In sicer najprej bi se seveda rad zahvalil vam vsem, ki ste prišli na to predstavitev, pa bi vas potolažil, da pač knjiga bo na voljo še pred Božičem. Malo nam jo je zagodil, tako da pač danes ne moramo imeti še fizične knjige, ampak pred Božičem bo, tako da za darila bo ready. Zdaj knjigo lahko naročite že danes na spletni strani bitcoinstandard.si in sistem pač zagotovite svoj izvod, mi vam jo bomo pa poslali pač takoj, ko jo dobimo iz tiskarne, čisto svežo. Zdaj mi pa dovolite, da se še posebej zahvalim osebam, brez katerih pač ta projekt prevoda pač ne bi bil možen oziroma se ne bi zgodil. Zdaj,
kar mogoče veste, ne, velik del tega prevoda je bil narejen na prostovoljni bazi, ne, pač probali smo angažirati, kakor smo lahko, pač cel community, ne. In na tem mestu bi se v bistvu najprej rad zahvalil Luku Medicu, ki je v bistvu se v prevod ne vključil šele na polovici, ne, ampak njegov pač doprinos je pač neprecenljiv. Pač tako v smislu, se pravi, samega prevoda, kot tudi tehničnega urejanja na koncu. Tako da zelo hvala, Luka, no, da si se nam pridružil pri tem projektu. Na to bi se rad zahvalil Aljažu Čeruju, ki je seveda sodeloval čez celoten postopek urejanja tega prevoda. Ne, pač najbolj sem mu pa jaz hvaležen za to, ker je pač on mene malo tako gnal, ne, oziroma spodbujal pa opozarjal na večkrat pomanjkljivosti, ne, kaj treba še narediti. Tako da hvala, Aljaž, pač brez tebe verjetno ne bi končali pred Božičem. No, tako da hvala. Na to bi se rad zahvalil prevajalcu Blažu Hafnerju, no, ki ga danes sicer ni tukaj, ampak on se je v bistvu projekta kot nepoznavalec Bitcoina in ekonomije lotil zelo objektivno in profesionalno in pač sem prepričan, da je ohranil originalen ton knjige, ne, tako kot si ga je tudi zamislil avtor. Hvala tudi lektorici Saši Majdič in hvala tudi vsem, ki ste se odzvali na Telegramu in v zadnjih tednih si vzeli čas in prebrali poglavje ali dve, ne, in s tem pač pomagali pri tem končnem branju knjige, preden je šlo tisk. Vse odzive smo obljubili, da prebrali in jih probali vključiti, ker so bili dejansko vsi zelo korektni in pravilni. Skoraj na koncu bi se zahvalil mojima partnerjama v Orkabej, Jakobu in Domnu. Zdaj, ko sem se jaz lotil tega projekta približno 1 let nazaj, ne, sem mislil, ja, se je ena majhna skupina prevajalcev, ne pa bralcev, se to bomo zmogli, ne, ampak se je hitro izkazalo, da v bistvu založba knjige potrebuje tudi malo več iz strani podjetniškega truda, ne, in tukaj sta mi Jakob pa Domen pač pomagala in stala ob stran. Tako da hvala za vajno podporo, ne, in tudi potrpežljivost, ne, vsem tem času, ker pač sem v ofisu, jaz mogoče to delo, ki bi mogel kaj drugega. Ne. Še malo pred koncem bi se rad zahvalil Klemnu, ki je v bistvu že v začetku tega projekta, ne, tako nesebično se ponudil, da organizira tale predstavitveni dogodek. Pač in s tem vsaj dosti razbremenil mene, no, oziroma ekipo. Tako da res hvala, Klemen, ker pač brez tebe po moje dogodek ne bi bil na takem nivoju. Hvala. Zdaj, hvala tudi Sejfedinu, Andreju in Luki za sodelovanje v debatah in pa kje sem zdaj ostal? Sem malo skočil naprej. Pardon. In pa pač seveda Ljubljana Tehu, ki ste nas gostili, ne, oziroma ki nas gostite. Zdaj na koncu bi se rad zahvalil še moji Taji, ki me je kot boljša polovica pač mogla prenašati pa poslušati pač celo to leto, ker sem jaz bral dejansko samo eno knjigo in govoril samo o eni knjigi, ne. Še posebej pa pač ta zadnji mesec, no, ki je bil mogoče kar malo stresen iz vidika urejanja vsega, pa pač smo vseeno lovili roke, ne. Tako da hvala, Taja. Tako da hvala res vsem, no, pač upam, da nisem koga pozabil, pač hvala, upam, da bomo še kakšen tak projekt naredili. Zdaj bi pa rad omenil še 3 zadeve, no. Kakor ste že slišali, ne, Fiat Standard se tudi že prevaja in to sicer dela ena druga ekipa in ta ekipa je v bistvu danes tukaj, tako da tamle imajo tudi tudi oni so dali tele flyerje, tako da dajte si tole pogledati. Pravijo, da bojo drug let spomlad recimo da končali. Bolj zanimivo je pa še to, ne, da oni delajo nek projekt Bitcoin knjižnice, ne, kjer boste lahko na enem mestu pač naročili in kupili vse knjige, ki so pač kakorkoli povezane z Bitcoinom. Zdaj, prav tako bi vas pa povabil še na Bitcoin Ljubljana meetup, no, pač za tiste, ki poznate, pač bomo organizirali še zadnji meetup letos, nismo še vedeli, ali bomo ali ne bomo, no, in bomo 19. V Sputniku in tam bomo že lahko pogledali in kupili in dobili ta novo knjigo. Tako da pridite tudi tja. Zdaj smo pa res že čisto na koncu, pa bi vas v bistvu sam povabil, no. Mogoče sam
še eno osebo bi omenil, ker si se meni zahvalil. Ne? V bistvu je 10% mene tukaj, ne? Tako da Mojci Marinšek bi se rad zahvalil, da je držala niti vsega tega eventa. No? Tako da brez nje tudi tega ne bi bilo. No? Samo to sem želel omeniti. Hvala, Mojca. Tako da, zdaj smo res na koncu, pa bi vas pač rad povabil še, da ne greste takoj domov, no, ampak da se še malo podružimo, kakšno rečemo. Tako da za pogostitev pa hvala Krpitomatu, ki je to omogočil. Tako da uživite.